takem številu vas pa še ni bilo. Lep pozdrav vsem. S predsednikom sva ocenjevala situacijo, se pogovarjala, ugotovila, da bodo četrtka opravil pogovore z vsemi poslanskimi skupinami, si na osnovi tega izoblikoval neko stališče. Kar se pa nas tiče, ste videli, da smo povabili vse stranke na pogovore, tako da nikomur ne zapiramo vrat in v petek bo z naše strani tudi več jasnega, kako nadaljevati v tej situaciji. Lahko poveste, kaj je bistvo tega vašega povabila, kako bo to potekalo, kako si predstavljate novo različno vlado? No, glejte, povabilo je vsem poslanskim skupinam, v bistvu gre za izmenjavo ocene trenutnega stanja in ocene, kako nadaljevati z koraki v naprej, ali so to volitve, ali je to sestavljanje vlade, to pričakujemo v petek neko izjasnitev s strani vseh drugih poslanskih skupin oziroma strank. Kako vi ocenjujete možnost, da bi nova vlada sestavila? No, mi smo glede tega v bistvu svoje že povedali, mi smo pripravljeni tudi na volitve, ocenjujemo pa, da so ti pogovori potrebni, pomembni in na osnovi tega se bomo tudi v nadaljevanju odločili. Zaenkrat še ne, ker je to vabilo včeraj šlo na uradne naslove in pričakujemo pa v zelo kratkem času odzive, ali se bojo udeležili ali se ne bojo udeležili. Kaj pomeni tehnično, potem v petek boste z gospodom Pahorjem in gospodom Janšem No, o tem nismo govorili, ali bo predsednik stopil v stik, bo pač se sam odločil in verjetno bosta izmenjala, če drugega ne, pogovore oziroma mnenja zvečer na proslavi. Pravi, za vas ostaja edina opcija, da je vaš predsednik tudi predsednik vlade. V nobenem primeru ne bi pristal na kompromis. No, iz tega niti ne bi komentiral, mi smo krog tega izjave že dali, tako da nič kaj novega od tega ni za dodati. Torej, še vedno je Janez Janša najboljši in je tudi možen kandidat. No, Janez Janša je naš predsednik, ali bo tudi predsednik vlade, je odvisno od drugih strank, ki bodo prišle na razgovore. Za nas je najboljši kandidat, vse drugo pa so špekulacije. Če sem še to prednost, torej sestave vlade, da bi hitreje lahko država spet funkcionirala, ne? No, vse to je odvisno od petkovih pogovorov in tudi od pogovorov predsednika, ki jih bo pravil s poslanskimi skupinami. V primeru nekih, bi rekel, še dodatnih vprašanj je pripravljeno praviti tudi drugi krog in na osnovi tega bo tudi v bistvu bojo roki tekli in tudi terminsko se bo na osnovi tega predvidelo, kdaj je kakšna stvar možna. Kot sem rekel, pa ostajata še vedno v igri obe opciji, tako predčasne volitve kot sestava vlade. Stranke se na tej vabljene kako na vse strani, tudi same izkazuje nekakšno dovoljnost, je to tista točka preloma, da se bomo petek. Ja, to, na katere strani je vabljena, jaz ne vem, povabljena jih nam v petek, tako kot vse ostale stranke. Ste danes govorili še o kakšnih drugih temah, nekaj tako rečeno, da bo predsednik republike tudi preverjal glede sodnikov za sodišče EU? Kak je na to temo? No, tudi ob drugih priložnostih se pogovarjamo tudi o drugih odprtih zadevah, predvsem o časovnicah, tako da je tudi ta zadeva odvisna seveda od dogajanja v državnem zboru in to je predvsem odvisno od samega postopka, nisva pa o imenih ali pa o čemerkoli se pogovarjala glede sodnikov. Ja, to je odvisno od predsednika države, ni odvisno od nas. Kakšen vtis pa ste dobili od predsednika, ali se on sam recimo bolj nagiba k predčasnim volitvam ali pa k sestavi nove vlade, a je se tukaj izjasnil? Ja, to boste morali pa njega vprašati, kam se on nagiba. Midva sva imela pogovore o situaciji, kot sem rekel, na mizi sta obe opciji, glede na razgovore, ki jih bo imel s poslanskimi skupinami, bo verjetno sprejel neko svojo odločitev in tudi to vam sporočil. Hvala. Dobar dan.
bomo na vprašanje počakali. Ali vas zanima... Kaj ste povedali gospodu predsedniku? Gospodu predsedniku smo povedali, da si želimo čim prejšnje volitve in da osebno kot LMŠ ne vidimo potrebe, da se opravi še drugi krog pogovorov pri predsedniku republike. Zakaj? Menimo, da je pravi čas, da se po odstopu predsednika vlade izvedejo volitve. Smo v začetku januarja, imamo dvoleten proračun, država je stabilna, začeli so se neki infrastrukturni projekti, do predsedovanja EU-ja je še leto in pol in vkolikor gremo zelo hitro na volitve, imamo lahko vlado do poletja sestavljeno, ki bo izpeljala vse potrebne stvari za naprej. Imate pa še kakšen plan B, če bi se recimo oblikovala nova koalicija, kako boste nadaljevali kot opozicijska stranka, kaj to pomeni za vas? Nič, bomo opozicija. Predsednik bo prišel v parlament in to je to. Kaj pa ti drugi pogovori z Bratuškom, z Janšo? Moje vprašanje je, ali se politika SDS v tem letu pa pol kakorkoli spremenila glede na čas, ko smo se oziroma se nismo pogajali z njimi za vstop v vlado? Ne. Odgovor je ne. In zato smo zavrnili pogovore o oblikovanju nove koalicije z njimi. Glede pisma SAB-a je pa tako, v pismu predlagajo, da bi naredili neko projektno vlado za eno leto, v kateri ne bi bilo 8 partnerjev. Že to je težava. Največja težava, ki pa vidimo, je pa to, da bi nekje do volitev prišlo šele januarja, februarja 2021 in to je tik pred predsedovanjem Slovenije EU in bi tik pred predsedovanjem oblikovali novo vlado. Glejte, to pa je neodgovorno. Ne, obstaja verjetnost, da ima predsednik republike lahko 1 ali 2 kroga pogovorov z vodji poslanskih skupin. Mi smo rekli, da za nas je ta današnja odločitev, ki smo mu jo povedali, bo enaka tudi v drugem krogu. To bi šel v tem prvem mesecu? Ja. Ste rekli, da se politika SDS saj za vas ni spremenila, kako bi rekli, da se za ostale vaše bivše partnerje očitno je? Ko predčasne volitve postanejo glavni motivator za sodelovanje, je čas za predčasne volitve. A ste s predsednikom še kaj drugega, da smo videli tudi sodnikov za sodišče EU? Predvsem sva govorila, ne, za sodnike sodišča EU sva govorila, da je smiselno, da se postopek nadaljuje. Glede volilne zakonodaje sva tudi govorila. Glede, predsednik republike je že večkrat povedal, da podpira ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega preferenčnega glasu. Izrazil je skrb, ker smo vložili zakon kljub temu, da nimamo 60 podpisov, ampak samo 59. Obrazložil sem mu, da bomo naredili vse, da dobimo teh 60 glasov, da pa je bil skrajni čas, vkolikor bo prišlo do predčasnih volitev, da ta zakon vložimo, da ga lahko še do predčasnih volitev tudi spravimo pod streho, ker veste, da ko se zgodijo volitve, vsi zakonodajni postopki se prekinejo. Torej, če bodo predčasne volitve podložili, je možnost ponovno sistema? Ne. Neko pravilo je, da saj 6 mesecev pred volitvami ne spreminjaš volilnega sistema oziroma ne greš po nekem novem volilnem sistemu. V zakonu je predvideno tako, da na ta presečni dan, ko ne bi bilo 2 leti minilo od odločbe Ustavnega sodišča, to je 21.12., se pravi, če bi prišlo do volitev po temu datumu, a ne se vsi postopki začnejo že po novem zakonu. Se pravi, če bi prišle volitve 27.12., hipotetično zdaj govorim, se vsi postopki v oktobru že začnejo po novem zakonu. Glede na vse te nove politične momente, kaj pa to povezovanje SMC, prejšnjega tedna, ste se delali z gospodom Zorčičem? Mi smo začeli te pogovore. To lahko v tem trenutku. LMŠ poznate, da ko potekajo neki pogovori, zelo redko povemo, kako se te pogovori odvijajo, zato ker se nam zdi smiselno, da so te pogovori za nekimi zaprtimi vrati, iskreno, brez nekega nepotrebnega tvitanja. Pogovori so, je pa seveda odločitev, kaj in kako
tako na strani SMC, kot v končni fazi na strani LMŠ-ja, ne. Je kar nekaj odprtih vprašanj, katere je treba zapreti. Bomo videli. Dogovorili smo se, da bomo pogovore še opravili naprej. Glede na to, kar ste povedali, tudi glede vabila SAB, torej to pomeni, da se niti odvajamo v Glejte, tako kot sem rekel, ne, ko so predčasne volitve motivator, da si pripravljen se sodelovati, da si pripravljen reči, da boš v enem mesecu, dveh sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o demografskem skladu. V teh zakonih se strinjamo, ampak predvsem samo v naslovu, ne, pri vsebini še nismo čisto skupaj. Ne, in to samo za eno leto se ne vidim nekega velikega smisla. Se bomo pa pogovarjali in smo se vedno pripravljeni pogovarjati s to sredino ali z levo stranjo o povolilnih koalicijah, tudi pred volitvah že, o nekih skupnih projektih, ki jih mora neka nova vlada speljati. V teh pogovorih smo vedno pripravljeni. Ampak v LMŠ-ju smo se odločili, se pravi, odgovorno in premišljeno, da je zdaj pravi čas, da se gre na volitve, da ljudje podelijo nove mandate in se sestavi vlada. Se pravi, ne greste potem zdaj na te, boste zavrnili povabilo ali greste zdaj na te pogovore s Bratuško? Ne vidim potrebe, da bi se udeležili te pogovore. Hvala lepa, srečno.